Oče, prosimo te, naj se nas dotakne tvoja resnica. V Katoliški cerkvi 24. maja obhajamo praznik Marije Pomočnice, kristjanov, oziroma Marije Pomagaj. V Sloveniji je slovesni praznik, saj je Marija Pomočnica kristjanov glavna zavetnica naše države in slovenskega naroda. K nastanku praznika sta pripomogla dva zgodovinska dogodka. V času papeža Pija V. 1566 do 1572 so dežele okrog Sredozemskega morja ogrožali Turki. Zbral je 222 ladij in 40.000 vojakov, ki so se kleče izročili Marijinemu varstvu. Vnela se je huda bitka, v kateri so osvobodili 15.000 krščanskih sužnjev. Islam ima še danes sužnje lastništvo, ki je po šariji dovoljeno in tudi prakticirano. Na tej osnovi je papež Pij V. Božji materi Mariji dal naziv Pomočnica kristjanov, ki je od tedaj tudi sestavni del litanij Matere Božje. Zapovedali so tudi molitev orožnega venca in pa moramo povedati to, da je bila turška vojska trikrat večja, celotno ladjevje, in je potem prišlo tudi do čudežne spremembe vetra, ki je pa bil tisti, ki je gnal takrat ladje, in je prišlo do ugodne pozicije krščanskih vojakov, krščanskega ladjevja, in to so jemali kot poseben Marijin čudež. Na tej osnovi je papež Pij V. Božji materi Mariji dal naziv Pomočnica kristjanov, ki je tedaj tudi sestavni del litanij Matere Božje. Na praznik Marije Pomočnice kristjanov oziroma Marije Pomagaj se spominjamo tudi vrnitve papeža Pija VII. 1800 do 1823 iz Napoleonovega ujetništva v Rim. Cesar Napoleon je v okviru vojaških pohodov zasedel tudi Rim in 17. maja 1809 razglasil ukinitev papeške države. Hkrati je ukazal, naj papeža ujamejo in odpeljejo v Francijo, kjer je trpel lakoto in pomanjkanje. Papež Pij VII. Je bil brez strežaja, spovednika, vzeli so mu tudi brevir, knjige in pisala. Leta 1814 se je zgodil preobrat. Napoleon je bil premagan in odstavljen, leta 1815 poslan v izgnanstvo. Odstop je podpisal Fontainebleau pri Parizu, kamor je dal zapreti tudi papeža Pija VII. Papež se je 24. maja 1815 vrnil v Rim in odločil, da se ta dan praznuje praznik Marije Pomočnice kristjanov. Leta 1815 se je rodil sveti Janez Bosko, ki je ustanovitelj salezijancev in je svoje delo z mladino izročil tudi Marijino varstvo. Praznik Marije Pomočnice praznujemo po različnih mestih, še posebej pa na Brezju in pa na Rakovniku v Sloveniji. Drugače je tudi Marija Pomočnica v Gradcu, Gradec nad Mariborom, sedaj v Avstriji. Po naročilu mošenskega župnika Urbana Ažbeta so leta 1800 na Brezjah postavili novo stransko kapelico v čast Mariji Pomagaj. V njej je bila slika Leopolda Lajerja, posnetek znamenite
Kranachove Marije pomočnice. Leopold Lajer je leta 1814 izza obljube, ker je bil po Marini pri prošnji rešen iz ječe, poslikal celotno kapelico. Marina podoba je postala vir milosti in navdiha, saj so pred njo molili številni verniki, ki so prihajali od blizu in daleč. Pozornost so vzbudila različna uslišanja. Tako imamo stransko kapelo Marije pomočnice. Ljubljanski škof Jakob Misija 1897-1899 je 9. oktobra 1889 blagoslovil temeljni kamen za novo Marijino cerkev, 7. oktobra 1900 pa jo je tudi posvetil.